V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek gostili Ferija Lainščka, enega izmed najbolj samosvojih, prepoznavnih, priljubljenih in priznanih umetnikov slovenske besede. Njegova bibliografija obsega več kot 100 samostojnih knjižnih enot. Med njimi je 30 romanov, od katerih so mnogi prevedeni v tuje jezike. Za svoja dela je prejel številne nagrade. Feri Lainšček je na literarnem večeru v bistriški knjižnici predstavil svoja romana Kurji pastir in Petelinje jajce. In mene je prešinila ta ideja, da bi se vlastno preteklost, vlastno otroštvo s pomočjo te Jungove metode vračal. In se mi je res zdelo noro, pa bilo me je strah. Ker je, kakorkoli to obrneš, se to, če prakticiraš na sebi, spremeni v neko psihoanalitično metodo. To je približno tako, kot če greste psihiatrov, če mož in žena gresta k psihiatru, kaj bo delal psihiatr? Iskal bo družinsko deblo, če kdo bil ve, kako to poteka, in išče vzorce njene in njegove, da bi nekako te vzorce toliko uredil, da ne bi se glih ločila, ali pa da bi lahko ena z drugim zdržala. Je metoda psihoanalitična. In potem sem se v nekem trenutku odločil za to, da tvegam. Ne vem, zakaj sem imel miselno zmoto, da je to pot k mrtvim, ker večina ljudi iz tega romana, moji starši vsi, večina so mrtvi. Imel sem neko miselno zmoto, da grem k mrtvim, ampak potem sem zelo hitro ugotovil, da grem k živim. Oče in mama sta tam v mojem otroštvu živa. Jaz sem potem preživel z očetom in mamo eno zelo lepo obdobje znova kot otrok, to je rojstvo kurjega pastirja, pravzaprav je to. No in da ne bom predolg, ampak to je del postopka. Potem se mi je odprlo 1000 zgodb na lepem. Potem sem videl na vsaki deski naše stare hiše vse žeblje, pa vse luknje, ki so jih naredile mravlje. Tako nešteto zgodbe in sem začel mrzlično pisati tega kurjega pastirja. In sem pisal in sem bil na 150 strani in sem ugotovil, da sem en dan star, ko v romanu, tisti, ki ste brali, veste, in sem potem klical Mitjo in sem tega Čandra, urednika, in sem rekel, ali lahko zdaj predstavimo, da jaz dokončam. In je on rekel, veš kaj, zdaj pa dovolj tega, zdaj pa jaz moram objaviti knjigo, ko smo že drugič napovedali. In je rekel, ti povej, koliko knjig rabiš, pa so zmenjena, zdaj prvo bomo pa zdaj objavili. No in tako je nastala trilogija, tako sva se takrat zmenila šele za trilogijo in je nastal ta Kurji pastir, v katerem sem jaz prišel nekje do 3 mesecev svojega življenja. Vrnilo se mi je s tem romanom moje lastno otroštvo, mislim tudi s tem drugim, obudil se mi je spomin in zdaj vem, da če bi po tej metodi kdorkoli izmed vas šel nazaj, vsak nosi, zagotovo vsak nosi roman, enega, 2, 3 sabo in ni ga človeka, ki ne bi, ampak seveda ga ne ve vsak napisati, to je zdaj pač, tako je. Ta dar, da ga napišeš, ima samo nekdo. In zdaj odgovarjam na vprašanje, ta tretji osebni pripovedovalec je rezultat tega ustvarjalnega postopka, ker jaz v bistvu nisem pisal tako, ko pišeš, spis, od začetka do konca, spomnim se tega pa tega, ampak sem jaz na podlagi obojenega spomina in vseh teh 1000 zgodb, ali pa nešteto zgodb, zbiral tiste, ki so se mi zdele literarno uporabne, ki bodo tudi bralcu nekaj povedali. To je zdaj pa spet moj ustvarjalni postopek in seveda je to, ko ti gledaš ta spomin na ta način, kot nekdo, ki sam sebe v bistvu psihoanalizira, vidiš stvari od zunaj, obenem, kot jih vidiš znotraj. Zato bi tu prvoosebni pripovedovalec mi ne bi preprosto deloval.
ne bi. To, če bi šel po poti, recimo tretji del, zdaj tretji del, mogoče že tudi drugega bi lahko pisal že na ta način. Ker prvi roman je pač to obdobje, ko ga samo na ta način lahko ujameš. S tem priklopom na kolektivno nezavedno, tisti, ki kaj Junga poznate, veste, o čem govorim, in te arhetipe nekako izbezaš. Drugi roman je pa že ukvarjanje s tem, kar se mi je seveda skozi to zgodbo obudilo. To je tisti čas, ko smo se svet razlagali čisto drugače, kot je. In smo v to verjeli. Zato je to magično mišljenje. Ko si kot otrok nekaj predstavljaš čisto po svoje. Zagotovo ima vsak kako tako dogodivščino iz tega svojega magičnega obdobja v življenju. Recimo, ne vem, jaz se najbolj spomnim, kad ni bilo radija. Mislim, pri sosedovih so imeli radio, tisti na skalo z žarnicami, s tistimi velikimi gumbi in so me skozi, kako se to reče, prepričali, da so vsi, ki igrajo, ki govorijo v radijskem sprejemniku notri, in jaz sem to res verjel. In ko so me vprašali, kaj pa boš ti, ko boš velik, to otroka zmeraj vprašajo, kaj boš pa ti, ko boš velik. Moja prva poklicna izbira je bila, da bom igral klarinet v radiju. In jaz sem se predstavljal sebe, tako malega z klarinetom. Mislim, to je ta magično mišljenje, magični odnos do sveta.